ampak volijo po strankarski liniji. To je zdaj prvič se je zgodilo, odkar so tele desosovci pa SMC tudi šli v nepovezano. Ja, no, tudi. Se Zorčič je nepovezan, pa je smc. No, Mike, če, kovan. Slišimo te. Ček, Mike. No, prvič se je zgodilo, da so eni glasovali po svoji vesti. Veš, Ne, se ni, veliko je bilo že teh, ampak kdaj se je že to zgodilo? Se je že to zgodilo, ni prvič, ne, ampak. Je pa dejstvo, da bi se mogli to vsakič. Ja, da takrat, vsakič, ne. ko se kaj pogovarjajo, ne da kot šefe reče stranke, ampak tako kot se meni zdi. Ti si bil izvoljen od folka, ne tvoji šefe. Mislim, a veš, recimo, kar se tega tiče, kar smo se prej pogovarjali, veš, ker dejansko tudi kako ti stvar razložijo. Ne? Ja, itak. Ne, ti imaš zdaj na eni strani enega populista, pa imaš enega dolgočasnega Enega, ki ti bo z fakti postregel, ekonomista, ki ti mogoče ne bojo všeč. Tako je Peli rekel takrat, ko je v vesolju poslušal, ne, je nehal poslušati po 4 minutah. Ne. Ki ga ni štekal? Zato, ker ga pač ne štekaš, ne, in potem ti reče, da te kurbe so tole naredili. Kurbe, tele. De nazaj, vse v zapor ali pa še kaj hujšega. Ja, to je to. Ja, to je to. Ja, in pa se ti zdi, da je kredibilen, ne, ta. Populist. Mislim, ne, ampak recimo, da se ti zdi, zaigral je tisto, kar smo pač rekli, že zdavnaj smo rekli, ne, da nismo homo sapiens sapiens, ne, kao razmišljujoči človek, ampak smo homo emoticus, ne, se pravi čuteči človek, smo v bistvu bolj na čustva laufamo, kot na razmišljanje. Ja. Ja, znamo kakšen urodje uporabiti, koliko je treba, ampak tudi kaj se staviti skup. Tudi kaj se staviti, lepega znamo, ja, ampak ostalo nas pa furajo čustva. Tako, dobrodošli danes v politični pogovor. Ja, valjda ni, to je vse. To ni samo politični pogovor, to je analiza. Analiza vsega sveta, življenja. In nasploh vsega. Mislim, da bi mogli imeti odprto linijo, da bi nam poslušalci lahko še kakšno vprašanje. Zdaj smo v tem stanju, ki vam lahko odgovorimo na čisto vse. Ja. To ne pomeni, da smo pijani. Še. Ne, stanje si uporabil, zato sam povem. Ne, povezani smo z višjimi stanji zavesti. Tako. Si ti mogo razlagati, tudi to nismo. Kako da ne? Lahko jaz razložim, seveda, čakamo na razlago. Što se je v tem, da prejšnje 2 epizodi ste najbrž slišali, da smo imeli vsak svoj okolje in vsak svoj mal drugačen glas, zdaj se pa spet vidimo in se čutimo in zato vemo. Zato smo to, kar smo. Tako. In tle, kar smo. Torej, gremo. Pojdimo. Zdravo. Mi smo Aljo, Peli in Zi. To je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In po nekem čudnem naključju o enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. Ekonomsko-prijateljski program Pelicon.bir, koda brez panike, 10% pivski popust, arbistha.si, dol bicikl gre kar sam, gor pa pelješ šatl čez poletje čist vsak dan. Naročite se, podprite nas. Povejte še komu za nas. Na obrežjih smo posod afna, upravičujemo se. Smo pa tudi na Slacku. Pa dajte se malo bolj prijaviti na Slack, ker zanče en model v letu pa je rekel, da je ful... Mislim, da je čist na privat zabavo. Pa se smo ga ful lepo pozdravili. Ja. A ga ne bi smeli pozdraviti, ali kva? Ja. A mogo reči, a moraš ven? A ja, ne, to je tudi privat zabava. To je tudi privat zabava. Kdo bo tebe klical? Čakaj smo ti? Evo se pa nas spomnim. A spar niso pere? A kaj dober pol? Jaz se res, ben sploh še perov ni prnis. Sam res? Sam res? Aj, beti. Čak, se bo piknik. No, lejte, tako se bomo zmenili. Če poveste za nas saj še enemu huluvoju,
bomo itak bolj veseli, kad Zaphod, kad dobi en plan galaktični res. In hvala. Res hvala, ker ste z nami tudi v restauraciji ob koncu vesolja. Zdaj pa nazaj v preteklost. V preteklost, kjer je treba pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. Kozmična pravičnost. Zdaj še zmeraj na 24 bitcoin. Kaj? Ja, ne, še ni padlo. Zdaj šel spet. Zdaj spet zrastu. Ja, ker je kekac, ki ga ne omenjamo, je tweetno spet nekaj. Zdaj zrasel na 41. Tako da, ne vem, če se moramo pravičati, ker bitcoin ni padlo. Se ne poved. Ne, a veš kako je? Jaz sem v bistvu zdaj, ko sem poslušal to, sem ugotovil, da si ti reklamo naredil, da naj bi šel na... Mislim, ne, da vidva ga vtakupla pol, še nižji, ne? Ja. Ja, ne, ampak ne, naš nasvet je bil v bistvu, da pri 24 kupite, no. Če opršel na 24 kupite. Ja, tako. Takrat kupite, pa pri 30 prodajte, pa si kupite kaj lepega, no. Tako. Ne čakati, da pade na Jurija, takrat, ko bomo mi razvijem kupla. Tako. Pa spomnite se na nas, pa rečete, da ste to naredili. Lahko tudi nas naper povabite, ne sam drago pelati na kaj lepega. Najprej drago, pa najprej drago na kaj lepega, vas na Lamborghinija, nas pa nahvalil za seribe.si. Tako ne. Tako. Ja, ok. Še preden gremo na 20. poglavje, je jutri, če to poslušate kako se to reče, če to poslušate na dan izdaje, se pravi 22.6. je drugi dan spominjanja na Douglasa Adamsa, to je 42. dan po njegovi smrti. Kot dan izdaje. Ja. Mislim, jaz sem pri nas zanč v skladišču delal, ne? In pa me eno vpraša, a danes pa ti kar skladiščnika, kaj? Ne sem rekel, danes sem domobranc. Pa me tako malo čuden gleda, ne? Pa sem rekel, se vidiš, da imamo napisan izdajnica, ne? Se pravi, pa smo domači izdajalci, ne? Se pravi, sem domobranc. Pa je. Mislim, je joke štekal. Ok. Se pravi, da že ni pobegnil ven. Ne. Mislim, je bil poznan tak na dnevni bazi hod. Tako da se pravi, zato se je tudi pač spotaknil to. Kaj delaš tukaj? Ja, štekam. Kaj pa je narobe, ja. Kaj pa ti tukaj? Tako da, ja. Lej. Dobro, no, v glavnem, če ste res v Hupi Fruit, boste imel tudi tudi ta tork brisačo, če pa ne, pa pač poslušajte drug teden, ki ne bo nič v povezavi z obeleževanjem Douglasove smrti. Še zmeraj imate lahko brisačo, jaz sem sam to rekel. Jaz sem zdaj gotovo, da imam kar skozi v avtu, ta malo eno. Pametno. Od menik drampi, kako. Če pa hoče custom bobne, pa menikdrum.com. To. Zdaj pa dajmo končno opozorilo za kvarnik. Pa smo. Vesolje je bilo konc instalacije, pa še zmeraj obstajala. Ne? Ja, lej. To ti ta tehnologija naredi. Ne? Meni je bilo smešen, da je Max klical na časofon svojega agenta. Časofon. Ja, lej, mora nazaj poklicati. Ja, tam, kjer je, mislim, v tistem času, kjer je njegov agent doma, je to, nisem doma, kjer živi. Kadar on bo bil živel, spizda ta. Je to bila pravilno uporabljena bombil? Bombil. Ne, v bistvu, če gremo za nazaj, je bil bo, ne. Treba je našega glavnega dravskega lingvista vprašati. Prihodnji preteklolog. Tako. Tudi Zoki povej, kako ste. Zoki bomo imeli, ko bomo bili nazaj v službi, kačink. Mislim, da je bilo pravilno. Ja. To je bilo pravilno, se bomo učili to. Tako da, ja. No. Max je poklical. Max je poklical na časofon. Zanimivo pa, da je Zarkun izginil, ne. Čeprav on je bil v bistvu v tem varnem zavetju, kako se reče, časovne relastike, ne. A veš, kako je lahko on izginil, ne? Se v bistvu res, ja, on bi mogel biti noter, ne, sej. On se je pač pojavil, ne, ker je imel spet prihod napovedan, ne. V bistvu tako, ne vem, 14 ali neki. Ja, on se je v bistvu, ja. Sam tok, da pač fiski pač ne moreš klubvati, tako kot 14 recimo ne more, ne. Vem, ampak vsi ostali so šli, a veš, na parkirišče, ne?
Zrkun pa ni imel te sreče, ne? On je pač zginil. Ne? Jo, Mislim, ali je Ja, ne, hotel, on je ali bil hotel, hotel povedati, da so šli oni zverniki nekam, kjer se bo imel malo bolj fajn. Mogoče. Ali je Mogoče, bil ja. pa del programa, ne? A veš, Ne, Ja, ni ne, bil, to ni bil, ne, to ni bil, ja. Max je bil presenečen, da je on sploh, mislim, kva se to se po ne vem koliko 500 neki je Ja, bilo se nikoli unik, še ni ja. zgodil, ne. A veš, Da on ni bil del programa, definitivno, ne. On se sam pojavil, mogoče sam prikazal in to je to, ne. In spet šel v kamorkoli Zrkun že gre. In njegovi verniki. Ne, očitno pač ne, drugi prihod je to, da ta drugič pride in to je Ja, bilo ja, to zdaj. to je Ne, to, a ja. veš, ne. Po ja, nekem- ne, na govoru jih je. Ja, Ja. na govoru jih je, malo je bilo kratko, pač pa je pa šul. pa je Ne. pa šel. Ja, ne. In medtem, ko so vsi vračali dol v garaže, ne. Ja, veš, gre ta tudi vroče črni in stražarne in tle, Tle, Naši junaki so itak že v garaži, ne? ja, ne, oni so že v bajt, ne. Ampak ne, tle, ko Mislim- se vroče črni pa... niso bajtno. Mislim, V plovilu. V plovilu. Plovilu, ja. Tle, ko se vroče črni pa vračata, je v originalu, ko sem poslušal zelo fajn, tale Martin Freeman pa govori audio knjigo, bere. No. In še enkrat omen horizontalni transporter, medtem ko ga v prevodu je zgubljen. Ker sem to bral, sem se točno nada spomnil. Ja, Res, prav sem rekel, to moram omeniti, hvala Bogu, da sti, Ja. ampak sem rekel, tole pa zapelje neki. Jaz sem pa opazil in sem rekel, halo, Tega mu ne moreš zameriti. Ne. se mu ne. Že v prevodu, Saj v kot bistvu- že vemo, ne, saj- se kaj izgubi s prevodom. To je v bistvu točno to, ne, da ide, definicija je izgubljena s prevodom, kar res ni pomemben. Pomemben je to, da se je vroče črni disijato varno priključil na sistem za vzdrževljanje mrliških funkcij. Ne. Ja. Ja. Ja, naši junaki pa zdaj tam noter besnijo. Ja, zdaj, ki je stražar nekaj potipkal na svojem daljincu, so se oni fule razveselili, ne, ker so končno une črne tipke na črni podlogi s črnimi črkami gor so le oživele. Ne, in so posvetile črno. Zdaj, ampak nekaj se je zgodilo, ker prej so sam verjetno. Ja, ladja se je začela premikati, ne, prej so vsi nekaj pritiskali. Ampak, a vidiš, koliko dejansko res vsi na embalažo pademo. Ne? Ja, pa se je to. Spet smo pri tem homo emotikus pa tako naprej. Ja, vidiš, ja. Viš, zato so te stari silikonci LSD jedli, pa si izmišljali nove produkte, kako bojo kul. To glizanj sem poslušal, da so tele, da sta in Bill Gates in Steve Jobs oba dva cmekala LSD v konc. Mislim, pa se kdo ga konc 70 so bile. 70 so bile, tako da v Kaliforniji. Mislim, še kaj hujšga so. Najbrž še kaj hujšga. 70 v Kaliforniji. It's happening, man. Ja, točno to. Ljudje so doživljali. Ker smo gledali dokumentarc od Leonarda Cohena, čakaj, koliko je 21 dni so jedli eno pizdarijo, ki je bila turbo hujška, ki je LSD. Ampak, je šlo, je fajn bilo. Ja, so bili res ustvarjalni. No. Oni, ki so preživeli. Pa res so dobre stvari naredili. Po mojem je bila frekvenca X, ki je rekel, da se tudi Bob Dylan je požrl vsega Boga, pa je dobil Nobelovo nagrado. Kdo? On ali droge? Zdaj ni tako rekel, ampak ne. Zdaj bi sam še rekel, kids don't do drugs. Ja, absolutno ne. Poslušajte dopi, pa boste videli, kam lahko zapadate. Sam psihedeliki niso droge. V redu. Zdaj bomo spet šli v te zgodbe. Ne, v redu. Vse to po definiciji res ne. Kje smo mi? Ladja ne dela, ne? Ladja ne dela oziroma dela na daljince. Zdaj je začela delati. Ja, se pravi, dela na daljince, prežgala se je in se je začela premikati. Samo škaj, ne? Noben se ni z Marvinom pogovarjal, ne? Ja. Ker Marvin je bil tukaj zelo, so mu bile jasne stvari. Predvsej so mu bile jasne stvari, pa mislim, da so mu večkrat stvari jasne, sam pač ga noben resno ne jemlje. Tako. Tlele je treba še, preden pridemo do Marvina, pa njegovega uvida v stvari, ne, je treba še povedati, da se avtor spomne, oziroma ugotavljam, ne, da veliko stvari iz prve knjige, ki meni, da so mu dobro ratale, še enkrat pove, zato da se jih zapomnimo, veš.
Ne, se to je tisto, veš, to je tisto, ki te dobre joke ponavljaš. Da ponovimo. Mislim, da malo ga obrneš, pa ponoviš, pa da, a veš. To je tako kot učbenik za 7. razred, veš. Da ponovimo. Na koncu poglavja. Na koncu poglavja. A veš, tudi velike, recimo, če da so joki dobri, tudi če jih, a veš, če imaš skozi ponavljajoči se joke čez celo, kako bi rekel, serijo. Pa ti še zmeraj smešen na koncu. Tako je, ali pa ga malo obrneš na isto temo. Tisti je res ratov. Tako je, a veš. No, in tle ponovi to ključno vprašanje galaktičnih civilizacij in pol omen, da je v jedilnem listu tudi vse to, ne? In pol še obrneš to, dialog, kako nam gre Ford slabo, ne, Artur vpraša, kako nam gre Ford slabo. V glavnem, preberite, ker je zelo dober. Ampak Artur pa v bistvu kljub temu, to je druga stvar, to, kar si ti rekel, ne, več se mogli pogovarjati z Marvinom. Druga stvar je pa, da Artur ta prvi vedno ugotovi, da je šel vse v kurac. Je pa res, da ne, kot je že tudi Ford ugotovil, da ljudje smo pri tem, da tiskaj očitno ponovimo. Poudarjamo očitno. Poudarjamo očitno, ja. Ampak kako lep dan. Še prej moramo pa narediti eno pauzo za citat, ki ga tokrat prebere. Tole, kako je črna schema dotolkla zapha, da bomo slišali zdele, ali pa tudi mogoče ne. Bomo slišali. Ja, ta teden smo povabili poslušalstvo, da prebere citat in z one strani luže se nam je oglasila Lauren iz New Yorka, kjer črni barvi dajo poseben statusni pomen. Lauren, hvala. Zdaj pa poslušamo. It's the wild color scheme that freaks me, said Zapod, whose love affair with this ship had lasted almost 3 minutes into the flight. Every time you try to operate one of these weird black controls that are labeled in black on a black background, a little black light lights up black to let you know you've done it. What is this? Some type of galactic hyperhearse? The walls of the swaying cabin were also black. The ceiling was black. The seats, which are rudimentary since the only important trip this ship was designed for was supposed to be unmanned, were black. The control panel was black. The instruments were black. The little screws that held them in place were black. The thin, tufted nylon floor covering was black. And when they lifted up a corner of it, they discovered that the foam underlay was also black. Perhaps whoever designed it had eyes that responded to different wavelengths, offered Trillian, or didn't have much imagination, muttered Arthur. Perhaps, said Marvin. He was feeling very depressed. No, hvala za tale citat. S to črnom, veš, kot si rekel, ne, Marvin ugotovi, da mogoče je bil pa zelo zamorjen. Ne. Mogoče je pa sam vroči črni desijato, ki je pač... čokle je mrtev. Mrtev zaradi davkov. Tako pa drugače je mrtev, to verjetno nisi lih najbolj srečen človek na svetu. Ja, vem, zakaj bi mogel to črno povezati? Ne, on je vroči črni zaradi tega, ker je kul. Ne, ampak tako, zakaj bi mogel, ne vem, vse to pol s črnim povezati? Je pa metalc. Ja, to mislim, to a veš, in kaj je? Mislim, tudi v tistih v 70-ih, pa verjetno očitno. Mislim, da mora biti črna glih za zamorjene, ne, a veš. Tako je pač. To je tako, a veš, vse barve imajo neko svojo, kako bi rekel, energijo sevajo, a veš. To je tako je. Ja, vse barve imajo neko sporočilnost. Eni pravijo, da človečo, kar pravijo eni drugi. Ni pravijo. Ne, a veš, kaj imaš ljudi, mislim, seveda, do neke mere se strinjam, da pač ne barve sporočajo neki, ampak eni pa pač pri tem pretiravajo. Tako kot eni ne. Eni pretiravamo pri enih stvarih, eni pa pri drugih. To hočem reči. Vse kot smo se, a se nismo to naučili že od izumitelja vrtinca totalne perspektive. No, vidiš, ja. Bitje v vesolju, tolikšnih raztežnosti si pač ne more privoščiti občutka za mero. Na izust. Tole ni bilo prebrano. Ko smo prvi rekli, da smo povezani z višjim, to je bilo tole. To je bilo tole, ja. To smo črpani iz kolektivnega nezavednega. We are Borg. Ja. Tle vmes uleti, preden pridemo do res zabavnih stvari, ne, da Zaphod Fordu reče, da ti se ukvari s temi
komandami, ne, on pa bo mal bulijal Arturja. Ne reči čisto, ampak ja. Mislim, ne reči čisto, ampak to se zgodi. Točno tako je. Bog je Marvin zmeri na J. Mislim, Artur. Ja, Artur, pardon. Ja, to kmena ja. Ampak ne vem, mislim, jaz se res ne razumem, zakaj ga more, veš. Ja, ker je subhuman, mislim, ne subhuman, ja, veš, human je, ne. He's only human. Ja, veš tega. Ja, v njihovi percepciji je pač človek neka najnižja. Ja, je tam neki, veš, možna, ne? Liko mu je zdrevja splezal. Mislim, da capla po njihovi hierarhični lestvici capla tudi za Marvinom, ne? Ja, seveda. Sigurno. Mislim, plus mu je, tukaj bomo slišali samo to, da pač je organsko življenjsko bitje, ne? Mislim, da bi jim znal koristiti. Njegov možgan bi jim znal koristiti, zato ga imajo. Tako je, tako. Se ga losali že prej, kot Marvin. V bistvu sam nimajo dobre hrambe za njegov možgan. Ja, tako. Drugač bi ga že prej, ne. Bi že neki zrihtel. Posluš, prijatelj. Kaj ne stop noter? A vidiš te nože? Ta stavek, ki ga mislim, da ga je Marvin največkrat v knjigi slišal. Posluš, prijatelj. Ni čudno, da je bilo že v Botru, veš, da nafukaš od prijateljev. Pa pazi se pomaranče. Pomaranče pa sploh niso dobre. Ko bo pomaranče v kadru, pa prijatelji. Samo afe. Znanilke zla. Oranžne so. Spet smo pa barvah. Ja, veš. Ne, in pol ga v bistvu zapha, da ga zbulja, ne. Tem je best, ker, veš, Artur, ne tako, 6x7, mi zapho, da se zasvetijo oči, veš. Mislim, kako da nisi slišal že tega joka, že 4-krat smo ga slišali, a ni jasno bilo že prej. Mislim, že vsi vemo, ne. In pol Marvin prebije, ne, da on pravi, da on ve, ne. Kva, mislim, jaz vem. Pa ga Triljan z nekim nežnim glasom vpraša, pa dobro, a to res veš, a si izmišljuješ? In Marvin, zakaj bi si izmišljoval, ne? Življenje je že tako dosto obupen, da veš, ne da bi se ga še izmišljoval, ne. Artur je zanimala, če on res vidi v njegove možgane. To je, zaradi tega, ja. In bomo Marvin prbije, ne, mislim, preseneča me, da lahko živiš tako na tesnem. Ta je tudi dobro. Njegov možgan je približen tako, kot hongkonško stanovanje. To je tako, ko smo se mi, ko smo ljubehni zabavali, da je v bistvu uga likvorja, ful velik možgan je pa tam za en bobek. Mal levo, desno. Pa če močno zamigaš, slišiš, kako se odbija od lobanje. In Artur je to spet vzel valjda kot žalitev. Mislim, se ne vem, mislim, se je v bistvu... Mislim, se je bila žalitev. Lege, skozi ga drkajo, po resnici. Marvin nima tega enega, sicer on ima ta cinizem, po mojem, res na 100% naštelan, ne? Ja, sam nekdo je gumb zafukal, v štacunu. On ni nečrtno to naredil, sam pač... Ne, da jebe, ne vem. Ne. Mislim, da zaphod ga načrtno jebe, ne. Pa ne pošteka lastne mislim, Artur je fore. To je tako, kot ljudje, ki nimajo, veš, tega socialnega čuta, ne, in blekne to, kar je sicer res, ampak kot normalen, zdaj smo tukaj, kot en človek, ki ima socialni čut, bi rekel, to pa ne bi rekel, veš, tako, kar rečeš, recimo en, ki je malo bolj popoln, reče, ti si pa debel, ne rečeš tega, ne? On pa reče, tukaj imaš pa malo tesne, ne? Malo ti tesno. Ta moment je, nima te empatije, da bi se zavedal, da to pa mogoče ni najbolj pameten za reči. Da ga bo užalostil. Ja. Aha. Je pa zanimivo, da ljudje s pomanjkanjem empatije, ne, so velikrat tudi psihopati. Mislim, za zaphoda, mislim. Ja. Samo on si možgane požgal. Tukaj ni tega, mislim. Zapad pa načrtno ga zajebava. To pa ni. Pa druga stvar, ne? Okay, Marvin reče pač resnico. Ja. Marvin je tukaj, kot bi rekel, ne vem. A veš, on pač pove. On je nekaj nefiltriran. Ja, on je nefiltriran. Nima filtra, tako. Ljudje imamo filtre. To otroci, avtisti. Ja, ok, to je to, recimo. A veš, otrok ti bo rekel, kaj pa z unim, ne?
Ali pa kaj pa je to, ne bo pa pomislil. Ne bo povedal tisti, ki je proroči, tu pa mami slišal. Še to ne, kar ga je družba navadila, veš ne. Dobra, tukaj je še veliko, Ok, pustimo, ker tle hitro pridemo na ta slippery slope, kjer nismo vešči stvari. Ford začne sumiti, da kakor on vidi te komande, ne, da bo skočil nekam še bolj v preteklost. Ne. Pol Zaphod hoče se malo petelint, ker pač Zaphod je pač tak tip, ne, kakor pravijo. Ne, tam je bila, veš, ki je bila, me prav zanima, čigava je v resnici ta ladja, je rekel Artur. Ki je pol Marvin sen svalkne, seveda, ne. Ja, moja, ne. Ja, ne, komu v resnici pripada. Ja, moja. Ja, lastništvo je tatvina, ne, in tatvina je lastništvo, ne. Torej? Ker sem to vzel, je to moje zdaj, ne. Ja. In pol gre še do ladje, ne. Seveda, in ladji zagrozi in potem... Ja, potem se pa zgodi. Povej to ladje. In takrat sicer ni bilo, ne vem, če je bilo to je bil slučaj, ampak je pa dober slučaj se je zgodil. In pridejo iz časovnega, v bistvu to je nek, kot reje prevedo, časovni polet, ne, se pravi, iz časovnega potovanja. Ne. Iz časovnega potovanja, ne. Ja, pridejo nazaj, ne, pred Kakrafun, ne, in se kar naenkrat cela ladja pržge, vse se usvetli, ne, in jih vrže v zadnjo steno kabine, ne. En sam gromovit zvočni udarci zvočnikov ob zaslonu, ne. In takrat se mi zdi, se zavejo, da je ne. Nekaj pa je tole. To je ta Drek je prišel v ventilator. Točno to, ja. Ja. Potem pa še Marvin poveda, da ve, od kega to je ladja. Ne, to bo že pol, to je pa v naslednjem poglavju. To je naslednja, opa. Pečino božalnik, stop! Konc, nehaj! Ne smemo. Ja, se opravičujem. Se nisem povedal. Ja, se nisem. Poslušalce prosimo, da zadnji stavek brišete iz zapisnika. Ja. Tako, ja, in iz svojega spomina, kot Zaphod svoje možgane. Če ste tole poslušali do sem, pa če ste v ponedeljek pit, ker to je res nevaren, meni verjemte, jaz vem. Mamile pa lahko. Počakajte na petek, bo se pa ga pol rešte, ka pes, da te pozabili. Ker se tega tiče, Peli res ni avtoriteta. Ker bi vam znal svetovati. Kaj je, mamila ali alkohola? Ja. Še kaj? Ja. Peli ni avtoriteta, ponavljam. Zaupite nama, ker ga poznava že nekaj časa. Jaz sem že toliko pil, da sploh nisem poštekal. Okay. Skon sem šel jaz v Evropo. Z Janezom. Okay. Torej, ajde, ja. Je še par hujših, kot ti, ja. Hvala, Janez, ker obstajaš. Iz tega jajca se lahko hitro rešim. Jajca, veš. Jajca, I see what you did. Cool, dajmo prebrati recenzijo, ki spet je preletela na Apple Podcasts. 5 zvezdic, vrej ste, kar tako dalje. Hvala vam, Grekom. Right. Grekom, hvala. Grekom je očitno prišel iz nemškega v slovenski Apple Podcasts in še tukaj pustil svoj pečat, tako da right. Lahko pa preberete tudi citat iz 21. poglavja druge knjige, številka naše brezplanice je še vedno. Poslušajte zdaj ta zvočni signal. No, tok. Hvala za podporo na hvala za vse ribe.si vam želimo mitrije. Ko niso šli na dopust. S vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Oh yeah. Fjartek!